V današnji epizodi o neenakosti v zdravstvu. Tudi nekateri starejši moji kolegi, da rečem prijatelji, kar ne grejo k zdravniku, rečejo, smo klicali, ni bilo odziva, ni bilo odgovora in kar ne grejo k zdravnikom, kar je res grozno. Ugotavljam pa tudi, da v nekaterih primerih, ne bom rekla, da so to najbolj pogosti, ampak se pa dogajajo, da bodisi sestre odložijo telefon, se pravi, da sploh ni možno vzpostaviti kontakta, ali pa da telefon dvignejo in takoj položijo, pa se potem klic niti ne zabeleži kot neodgovoren klic. Ne obvladujejo ravno te aplikacije Zvem, ki je pravzaprav v tem trenutku največji in najhujši problem starejše populacije v državi. Podcast zagovornika načela enakosti. Dober dan in dobrodošli v 19. epizodi podcasta zagovornika načela enakosti. Z gostjami se bomo pogovarjali o neenakosti v zdravstvu. Kje in zakaj se pojavlja, kako jo prepoznati, katere družbene skupine so posebej ranljive za diskriminacijo pri zdravstvenem varstvu in dostopu do zdravja, kaj potrebuje država, kaj zdravstvene ustanove, da bi bolj učinkovito zagotavljale enako obravnavo vseh v javnem zdravstvenem sistemu. Kakšno vlogo imajo lahko pri snovanju politik in ukrepov nevladne organizacije. Z nami so gospa Štefanija Lukić-Zlobec, predsednica Zveze organizacij pacientov Slovenije in tudi predsednica strokovnega združenja Spominčica Alzheimer Slovenija. Gospa Darinka Klemenc, članica izvršnega odbora Združenja za dostojno starost Srebrna nit in predsednica častnega razsodišča pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Magistrica Irena Žagar, zastopnica pacientovih pravic in predsednica Združenja za dostojno starost Srebrna nit. Magistrica Eva Cankar-Farkaš, pravnica, samostojna svetovalka pri zagovorniku načela enakosti. K sodelovanju pri razpravi v podcastu smo povabili tudi Ministrstvo za zdravje, a nam žal niso uspeli zagotoviti sogovornika. Lep pozdrav vsem in hvala, da ste sprejeli naše vabilo. Preden začnemo s pogovorom, še nekaj osnovnih informacij. Zagovornik načela enakosti je samostojen državni organ, specializiran za varstvo pred diskriminacijo. Deluje na podlagi zakona o varstvu pred diskriminacijo. Po zakonu je ljudem z različnimi osebnimi okoliščinami, kot so spol, starost, barva kože, invalidnost, spolna usmerjenost, državljanstvo, družinski status, kraj bivanja in podobno, zagotovljeno varstvo pred diskriminacijo tudi na področju zdravstvenega varstva. Zagovornik je v zadnjih letih izdal vrsto priporočil z tega področja. Namen je bil, bodisi v predpisih ali strategijah, bodisi v praksi, izboljšati položaj posebej ranljivih skupin. V postopkih ugotavljanja diskriminatornosti ravnanj ali predpisov pa je izdal tudi nekaj odločb in ocen. Na vse to se bomo naslonili v današnji razpravi. Zagovornikova reprezentativna javnomnenjska raziskava o diskriminaciji v zdravstvu iz leta 2023 je med drugim pokazala naslednje. 27% prebivalcev je imelo težave pri vzpostavljanju stika z osebnim zdravnikom. 21% jih je navajalo, da jim težave povzroča elektronsko naročanje. Najtežje so do zdravnika dostopali starejši, slabše izobraženi, tujci in osebe z invalidnostmi, najlažje pa premožnejši. 14% prebivalcev je bilo že zavrnjenih pri izbiri osebnega zdravnika, pogosto zaradi prezasedenosti, kraja bivanja ali pogojevanja z družinskimi člani, kar ni dopusten razlog. Tretjina prebivalcev je imela težave pri vzpostavljanju stika z zdravnikom. Ta delež je bil bistveno višji pri kroničnih bolnikih in osebah z invalidnostmi. Skoraj 10% prebivalcev je menilo, da so bili v zadnjem letu v zdravstvu diskriminirani.
Posebej izrazito so diskriminacijo zaznavale osebe z invalidnostmi, kronični bolniki, socialno in ekonomsko ranljive skupine, kot so revni, brezdomci, slabše izobraženi starejši. Kot najpogostejši razlog so bili navedeni torej starost, kraj bivanja in invalidnost. Gospa Štefanija Lukić-Zlobec, kaj vi opažate iz prakse delovanja Zveze organizacij pacientov Slovenije, katere so te ključne težave, s katerimi se spoprijemajo pacienti pri nas, pa mogoče za začetek pustimo podrobnosti o tej informacijski komunikacijski tehnologiji in komunizacijski dostopnosti na strani, ker bomo potem kasneje to malo bolj podrobno razdelali v pogovoru. Ja, mi slišimo in zaznavamo, da je dostopnost velik problem še vedno, da se je to začelo na en način v COVID-u, ko so veljali posebni pogoji, ker je bila taka situacija, in da se to nekako kar nadaljuje. Tako da veliko ljudi se pritežuje nad dostopnostjo. Morda lahko rečem celo, da je različna dostopnost po različnih krajih po Sloveniji. No, nekako se najbolj pritožuje, da rečemo v Ljubljani, nažalost. Tako seveda največ problemov pri dostopnosti imajo seveda starejši, tudi osebe z demenco, invalidne osebe, otroci. Skratka, tukaj je veliko stvari še za narediti. Tudi nekateri starejši moji kolegi, da rečem prijatelji, kar ne grejo k zdravniku. Rečejo, smo klicali, ni bilo odziva, ni bilo odgovora in kar ne gre k zdravnikom, kar je res grozno. Eni res gubijo pogum, tako da tukaj je treba marsikaj narediti in premakniti. Je pa problem v zdravstvu po celem svetu vedno večji, je pa veliko stvari, ki se jih lahko popravi. Da ni odgovorov na telefone, to ni v redu, tako da mnogi ljudje potem več ne kličejo, odzivnost je slaba, res je, da imajo tudi zdravniki preveč papirologije, to ves čas ponavljamo, to bi se sigurno, so stvari, ki se jih da rešiti. Tako da tukaj dostopnost je taka stvar, problem, kjer je treba veliko narediti in tukaj je veliko pritožb, če rečem. Gospa Darinka Klemenc, Združenje Srebrna nit se ukvarja predvsem s položajem starejših. Kaj bi vi izpostavili, s čim se predvsem spoprijemajo starejši na področju zdravstvene obravnave in kaj bi vi izpostavili tudi kot nekdanja vodja zbornice zveze? Kaj je tisto, kar nekako omogoča, da se pojavlja neenakost v zdravstvu oziroma diskriminacija? Ja, veliko je dejavnikov. Najprej so zgovorne že vaše številke, ki ste jih v uvodu navedli, torej da tretjina ljudi praktično nekako ne pride do zdravnika. Po drugi strani so pa tudi med temi skupinami, ki so ranljive, so seveda navedeni že v uvodu tudi starejši. V Srebrni niti Združenju za dostojno starost, kar spremljamo, imamo tudi eno linijo dosegljivo, spremljamo vsakodnevne težave ljudi, seveda so najprej vezane na njihove skrbi, kar se tiče dostopnosti, ker tudi mi ocenjujemo, da vsi starejši nimajo enake dostopnosti in na voljo vseh možnosti, že samo naročanja, kaj šele zdravstvene obravnave. Tukaj gre tudi za dolge čakalne dobe. Najprej morda to, da eni niti nimajo osebnega zdravnika, so tudi manj vešči, da ga poiščejo, če nimajo neke pomoči mlajših družinskih članov ali karkoli. Seveda so manj tehnološko opremljeni in po drugi strani so dolge čakalne dobe tudi za specialiste, kjer je morda še težje naročanje, ker je tudi kar zakompliciran sistem, posebej, če ne obvladuješ računalnika. V Srebrni niti opozarjamo na stroške tudi zobozdravstvenih storitev, teh doplačil je veliko, protetika je draga, torej tukaj je eno zelo tako področje, ker pravzaprav brez urejenega zobovja si tudi kot starejši bolj izpostavljen ranljivosti, različnim boleznim in drugim težavam. Sem bi morda dali še izdatke za podaljšanje vozniškega dovoljenja.
Tudi tam je precej, so doplačila in pa ukvarjamo se veliko z velikimi zaslužki akviziterjev. Dobro, vse eno so doplačila za zdravila, medicinske, ortopedske pripomočke, prehranska dopolnila, drugo, to je pa prav, izpostavljamo to področje izjemno agresivnega akviziterstva nad starejšimi, kjer ni meje. In to agresivno vsiljevanje čisto vsega, kar je mogoče prodati, starejši pa seveda v svoji stiski marsikaj tudi kupijo, predvsem recimo protibolečinske, ne samo torej zdravila, ampak tudi pripomočke, vse mogoče, ki so lahko zelo dragi, do če želite, blazin, predvsem pa do tega nekontroliranega lajšanja različnih težav in že zjutraj, seveda, ko ti nekje predstavijo čarobno zdravilo, ki ti bo odzelo tvoje bolečine, že po televiziji je prav po statistiki tudi zjutraj največ teh nakupov. Konkretni primer diskriminacije starejših ocenjujemo tudi kot komunikacijo v zdravstvu, bilo katerih zdravstvenih delavcev, tukaj so od zdravnika do, če želite, medicinske sestre in drugih, namreč gre za en podcenjevalni odnos, za a priori ocenjevanje, da je človek manj kognitivno sposoben, morda celo, da ni vreden več toliko besed kot nekdo drug, ki je bolj aktiven, to tudi ljudje povedo. Nenazadnje sem res delala 40 let v zdravstvu, tako da smo marsikaj doživeli, tudi marsikaj spreminjali, malo več sem se tudi s poklicno etiko se ukvarjam še vedno in tukaj bi se dalo marsikaj izboljšati, saj tudi medicinske sestre in druge izobražujemo in doizobražujemo, tudi reguliramo jih v smislu javnih pooblastil, ker morajo na 7 let obnavljati licenco in znotraj njihove licence so tudi vsebine iz poklicne etike in zdravstvene zakonodaje. No, po drugi strani je pa ravno pri tej komunikaciji lahko veliko, tudi neverbalna komunikacija, tudi neprimerne izjave, od zdravnika do drugih, kot sem dejala, izjave, ki pravzaprav posmehovanje starosti kot taki, šikaniranje, to pravi ageizem. Zdaj to besedo različno prevajamo, staro mrzništvo, starizem, morda starizem, je opaziti prav pri tej zdravstveni obravnavi starejših. Tukaj zraven spada zelo morda tudi izbira diagnostičnih metod, izbira terapevtskih metod, operativnih metod. Zelo evidentna je bila včasih, zdaj nimam zadnjih podatkov, izbira vgradnih materialov, kar pomeni niso, ne vem, umetni karkoli, tukaj se ne bi v detalje, ampak vendarle so bili primeri, ko je glede na to na starejšo, ko je bil starejši gospod, gospa je dobil nekako manj, torej cenejši vgradni material. To se nam tudi zdi, da je diskriminatorno. Po drugi strani pa sem lahko prištevamo tudi področje dolgotrajne oskrbe, ki je seveda zelo obširno, ampak vendarle tudi tukaj se v Srebrni niti zelo dosti ukvarjamo, predvsem tudi s to podpiramo Zakon o dolgotrajni oskrbi, sistem je bil nujno potreben in je uveden prepozno, ampak smo pa vmes izgubili recimo termin integrirana oskrba, kjer smo desetletja, ko smo to spremljali in seveda ne vem koliko verzij, 17 verzij zakona je bilo, kjer smo izgubili nekako smo izgubili področje zdravstva. Spet smo bolj na socialnem vidiku, ker seveda je tudi zelo pomembno, ampak starejši grejo v dom starejših ali pa zdaj v dolgotrajno oskrbo, najprej zaradi zdravstvenih težav in te ranljivosti, predvsem telesne ali pa tudi na področju duševnega zdravja, manj grejo zaradi pomanjkanja socialnih stikov. Tako da tukaj imamo še nekaj priložnosti za izboljšavo. Recimo mene kot medicinsko sestro moti in smo tudi javno opozarjali, tudi kolikor smo bili vabljeni na Ministrstvo za dolgotrajno oskrbo, da je škoda, da se ne vključujejo patronažne medicinske sestre v sistem vstopnih točk, ker one imajo nenazadnje pregled nad svojim terenom, nad zdravstvenim stanjem te svoje skupine ljudi, ker nam je res zelo, zelo žal. No in posebno ozko grlo je seveda pomanjkanje tega kadra, tako da bi pa težko zdaj samo o dolgotrajni oskrbi, če smo bolj pri zdravstveni oskrbi. Morda bi pri tej točki rekla, da velikokrat rečemo, da politiki in drugi odločevalci pozabljajo, da se bodo slej ko prej tudi sami postarali, da bodo postali odvisni od pomoči drugih in da s tem delajo nenazadnje tudi sistem zase.
Ja, lahko jaz tukaj samo dodam nekaj glede zobozdravstva. To je res eden velik problem in tukaj je privatni sektor je zelo drag, tako da večina starejših nima denarja, to so kar visoke vsote in da imamo eno od najslabše urejenih ustnih votlin v Evropi. Tako da tukaj bi absolutno morala biti dostopnost do javnega sektorja, kjer se urejajo zobje, bolj dostopna in večja. To je en res velik problem, poleg vseh ostalih še zraven. Morda, če smem samo dodati še na področju poklicne etike, tukaj bi, in smo tudi opozarjali tudi v Srebrni niti, namreč diskriminacijo nekje zaznavamo tudi pri stanovskih kodeksih. Tukaj gre pri dejavnikih, ki ne smejo vplivati na zdravstveno obravnavo pacienta, gre tudi kategorija starosti. Starost imajo v stanovskih kodeksih praktično, imamo vsi zdravstveni delavci razen zdravnikov. Smo malo na to že opozarjali in ravno ta starost je bila morda tudi eno dejavnikov pri kategoriziranju stanovalcev v domovih starejših v času covida. Torej, kdo je imel pravico biti sprejet v bolnišnico, se je bilo več dejavnikov, ampak eden od teh je bila verjetno tudi starostne. Ja, gospa Lukič Zlobec in gospa Klemenc sta zelo natančno in jasno izrisali sliko, kako starost lahko vpliva na neenakosti v zdravstvu, ki se pojavljajo. Magistrica Irena Žagar, vi ste pa tudi zastopnica pacientovih pravic. Nam lahko poveste še pri vašem delu, katere skupine ljudi se najpogosteje obračajo na vas in s kakšnimi težavami? Zagotovo tudi povezano s to informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ampak kot rečeno, o tem malo kasneje, kakšne so te težave, s katerimi se obračajo ljudje na vas? Predvsem imamo zelo veliko vprašanj in pa težav posameznikov glede uveljavljanja pravice do zdravstvenih storitev. Problem je dostopnost, to, kar ste že omenili, dostopnih na večjih nivojih. Dostopnost do osebnega zdravnika, vemo, da je v Sloveniji 140 000 oseb brez osebnega zdravnika, da imamo zato dodatne ambulante za neopredeljene posameznike, kjer te vedno obravnava drug zdravnik, redko kdaj enak in se pravi ne pozna tvojega zdravstvenega stanja oziroma moraš vsakič razlagati, da kaj ti je in po kaj si želiš. Drug problem so pediatri in dostopnost novorojenčkov do pediatra. S tem so v zadnjem času velike težave v Sloveniji. Povečale so se zlasti potem, ko so bili znižani količniki, ki so določeni za obremenitev posameznih zdravnikov. Pri pediatrih so ti količniki še nekoliko nižji kot pri osebnih zdravnikih, pri splošnih zdravnikih oziroma zdravnikih družinske medicine. In tudi, če starši, ki so praviloma mlajši, te, ki imajo novorojenčke, obvladajo, bom rekla, te digitalne možnosti, že najdejo prosto mesto nekje, naprimer izven Ljubljane, jaz govorim za ljubljansko območje, izven Ljubljane pa so večkrat zavrnjeni zato, ker pravijo, da niso z njihovega kraja, da zagotavljajo pač dostopnost za njihove, bom rekla, krajane ali domačine. To je v nasprotju z našimi predpisi, ki pravijo, da imamo pravico do svobodne izbire zdravnika in pa izvajalca, tako da pač staršem povemo, da takšna možnost oziroma takšna rešitev, ki jo predlagajo, ni pravilna in da naj vztrajajo, in v večini primerov jim pač to uspe. Dostopnost, kar se tiče starejših, imamo pa večkrat problem dejanske dostopnosti. Ljudje se pritožujejo, da ne dobijo vrnjenih klicev, ko kličejo v ambulante. Ugotavljamo, da kjer imamo konkretne podatke, da lahko zaprosimo izvajalca za pomoč oziroma za pregled podatkov, lahko ugotovimo, da dejansko v večjih primerih ne pride do vračanja klicev v 24 urah, kot to določajo predpisi. Ugotavljamo pa tudi, da v nekaterih primerih, ne bom rekla, da so to najbolj pogosti, ampak se pa dogajajo, da bodisi sestre odložijo telefon, se pravi, da sploh ni možno vzpostaviti kontakta.
ali pa da telefon dvignejo in takoj položijo, pa se potem klic niti ne zabeleži kot neodgovoren klic. Seveda nekdo bi moral, če bi hotel natančno ugotoviti, kakšno je stanje v njegovi, organizaciji, pogledati tudi trajanje klicov, da bi ugotovil, kaj se v resnici dogaja. Problem je tudi, se ljudje pritožujejo to, da se pogovarjajo zdravstveni delavci, v glavnem pač medicinske sestre, administratorke, z ljudmi o njihovih težavah na hodnikih, se pravi na hodnikih, ne v ambulanti, tako da vsi lahko slišijo, kaj jim je, po kaj so prišli, kaj se dogaja, ne, in želijo si več te zasebnosti. To tudi pravijo, da v nekaterih teh laboratorijih nimajo zasebnosti, niso niti panoji ali pa je ravno tako klicanje po imenih in priimkih, kar ljudje ne želijo. Ljudje pa opozarjajo tudi na problem, da so pravzaprav čakalnice prazne in da nekateri si celo ogledajo zasedenost posameznega zdravnika in ugotovijo, da imajo 1-2 na uro naročenega. To je zlasti tudi opazno v nekaterih drugih teh podpornih storitvah. O rentgenu govorim, da so hodniki prazni, tudi če imaš napotnico, zelo hitro čakaš 3 tedne, 4 tedne, da prideš na vrsto. Zaenkrat, da nam predolga. Magistri, hvala lepa. Magistrica Eva Cankar Farkaš, slišali smo, da je v bistvu nekih področji, kjer so tveganja za neenakosti v zdravstvu zelo veliko, zelo so obsežna. Lahko vi v bistvenem povzamete ključne zadeve, ki jih je zagovornik obravnaval v zadnjih letih s področja zdravstva, sistemsko in posamično v postopkih. K posameznim konkretnim primerom se bomo še vrnile, ampak nek tak pregled, da dopolnimo to, kar je bilo že povedano. Pozdravljeni. Zagovornik se je tekom zadnjih let kar velikokrat srečal s tem vprašanjem, zelo pogosto tudi v okviru naše pristojnosti, da ljudem svetujemo. Imeli smo pa v okviru našega sistemskega oddelka in potem tudi našega pravnega oddelka, pa tudi malo bolj tako formalizirane zadeve v smislu, izdali smo kar nekaj odločb na to temo in tudi ocene diskriminatornosti predpisov opravili. Recimo to smo že danes omenili, ampak tudi zagovornik je naredil raziskavo o komunikacijski dostopnosti v ambulantah družinske medicine. Iz naših sistemskih pristojnosti smo izdali več priporočil in med drugim tudi izdali 2 posebni poročili, ki se nanašata na interspolne in transspolne osebe v medicinskih postopkih. Kar se pa tiče naših ugotavljanj diskriminacije, torej naših postopkov, tam, kjer kjer odločamo in izdajamo odločbe, je bilo pa kar par takih odmevnih, recimo primer zdravnice ginekologinje, ki je zavrnila obravnavo noseče istospolno usmerjene pacientke zaradi ugovora vesti, pri čemer se je ta ugovor vesti nanašal izključno na istospolno usmerjene osebe, ki so bile v postopkih za nositve z biomedicinsko pomočjo. Potem imamo tudi smo imeli en primer 5 let nazaj, uspešen primer, trajne izključitve istospolno usmerjenih moških iz krvodajalstva. Tukaj je zagovornik v bistvu pospešil proces, da se je potem to odpravilo. Osebo, ki živi s HIV-om v obravnavi v zdravstveni ustanovi. Potem smo imeli to, kar je bilo danes tudi že omenjeno, osebo, ki je želela izbrati osebnega zdravnika izven svoje občine, pa je bila pri tem zavrnjena. Kot eno
bom rekla, ne najbolj pomembnih, ampak zelo ključnih in mogoče prelomnih odločitev je bila pa naša ocena diskriminatornosti predpisov z področja oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki vemo je tudi doživela epilog na Ustavnem sodišču. Ustavno sodišče je pritrdilo zagovorniku, da so predpisi z tega področja, ki so v bistvu urejali dostop do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo samo neplodnim ženskam v zakonski in zunajzakonski zvezi, diskriminatorna. Tako da toliko na kratko, kaj več pa lahko še kasneje. Hvala. Bi zdaj zaključile ta del, kjer smo v bistvu naredili nek prerez vsega, kar je lahko tveganje na področju neenakosti v zdravstvu. Eno ključnih vprašanj, ki smo se ga tudi že dotaknili, je tudi vprašanje dostopnosti do zdravstvenega sistema oziroma zdravstvene oskrbe, obravnave. In ko govorimo o dostopnosti, govorimo o več vidikih. To ste tudi že omenile. Eden je tudi ta komunikacijski, konkretneje, kako lahko ljudje sploh pridejo v stik z denimo ambulanto družinske medicine. In kot je omenila magistrica Cankar Farkaš, so sodelavci zagovornika načela enakosti konec leta 2022 z raziskavo s sklici v ambulante družinske medicine ugotovili, da veliko ambulant ne zagotavlja vseh predpisanih možnosti naročanja. To je osebno, v ambulanti, po telefonu in po pošti ali elektronsko. To sicer ureja Zakon o pacientovih pravicah. Težave pri dostopu do zdravstvene oskrbe so imeli predvsem starejši, ljudje z invalidnostmi, tisti, ki težje govorijo slovensko in tisti z resnimi zdravstvenimi stanji, saj ne morejo, ne zmorejo ali ne znajo uporabljati novih komunikacijskih tehnologij. O teh ugotovitvah je zagovornik februarja 2023 seznanil Ministrstvo za zdravje, izdal je več priporočil za odpravo nepravilnosti. O tem je obvestil tudi zdravstveni inšpektorat in ga pozval k ukrepanju. Ta je v nadzoru, ki ga je izvedel pri 49 izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ugotovil, da kar 78% izvajalcev svojim pacientom ne omogoča naročanja skladno z Zakonom o pacientovih pravicah. Inšpektorat je izdal več opozoril in navodil za odpravo pomanjkljivosti in napovedal ponovitev nadzora. Gospa Klemenc, trenutno poteka pospešen proces digitalizacije, na primer uvedba portala za paciente v Zdravstvenem domu Ljubljana. Uporaba informacijsko-komunikacijskih orodij predstavlja težavo mnogim starejšim. Na to ste javno opozarjali tudi odločevalce. Kako komentirate trenutno stanje in kakšne so morebitne rešitve zaznanih težav? Bom morda začela s tem, da je prijateljica, ki se neposredno ukvarja s starejšimi v domačem okolju, kot prostovoljka v projektu Starejši za starejše, pravi, da je v njeni skupini starejših polovica informacijsko zelo, torej skoraj povsem nepismenih. Polovica, to je grozljiva številka, gre v bistvu pa za pol ruralno, pol mestno okolje, tako da to ni neka vasica tam na obrobju in tudi nekako ona ne vidi izgledov, da bi se to spremenilo. To so ljudje, ki nimajo namena se na novo učiti, stari lahko tudi 80 in več in dejansko je to velika skupina. V najboljšem primeru ti ljudje uporabljajo sicer telefon, ampak samo za pogovore, morda še z SMS sporočila, kaj več od tega pa ne. Pri računalniku pa uporabljajo, če ga že imajo, tudi internet kot tak, za kakšne informacije, niso pa v stanju si recimo ne obvladujejo ravno te aplikacije Zvem, ki je pravzaprav v tem trenutku največji in najhujši problem starejše populacije v državi. In jaz sem prepričana, da je tukaj gre za diskriminacijo, če kje, potem gre gotovo tukaj. Namreč že pridobitev kvalificiranega potrdila, ali kako se mu reče, na upravni enoti. Potem, če vzamemo gesla, številke za vstop,
ob tem pa številni nimajo nikogar v bližini, ki bi jim, recimo od mlajših družinskih članov, ki bi jim to pomagal, ker takšna so bila navodila tudi ljudi, ki so uvajali. Ob tem, da bi takoj že tukaj opozorila, da se mi zdi popolnoma etično in moralno nesprejemljivo in sporno, da mora starejša oseba, ki sicer še z dobro kognitivnimi sposobnostmi in drugim, ki skrbi zase, prositi nekoga ali v družini, ali sosedovega fanta, ali kogarkoli, ker s tem dovoli poseg v svojo intimo. To je visoko varovano področje intime posameznika in tako da tukaj je zelo težko pristati na to, da bo nekdo zdaj brskal po tvojih osebnih in predvsem pa tudi zdravstvenih podatkih, tako da to je velika diskriminacija, pravzaprav pa tudi vprašanje dostojanstva. Tisto, kar je morda še kar je zastrašujoče, je to, da ljudje potem odnehajo. Tako kot je gospa Lukić Zlobec rekla, odnehajo, sploh se več ne s tem ukvarjajo in sem doživela tudi na tej odprti telefonski liniji od joka do jeze, do prepira v družini, do šikaniranja strani mlajših. Torej preprosto so ljudje obupali, ker teh zadreg je preveč in v Srebrni niti menimo, da je digitalizacija prehitra, pravzaprav agresivna in da si starejši nekako brezobzirna, nismo proti napredku, to smo tudi velikrat poudarjali, nismo proti razvoju, ampak nekako apeliramo, da se vsaj 20 let ohranita obe varianti, torej tudi analogni sistem. Ker sicer bojo ravno tisti, ki so najbolj potrebni zdravstvene obravnave, pa še kakšne druge, ostali zunaj. Torej tudi potem, ko recimo namreč s tem dobimo diskriminacijo zato, ker ne more vstopiti v sistem, dobimo diskriminacijo pri tem, če že pride do osebnega zdravnika, kot sem že prej dejala, do specialistov in drugih, kajti te različne aplikacije smo imeli primere, da so jih tudi po 4-krat, po 5-krat morali zdaj tem starejšim ponavljati in nastavljati in potem seveda mine potrpljenje tudi tistega, ki pomaga. Tako da morda toliko za tale del, pa bomo še, če bo treba še. Lahko tukaj jaz dodam, seveda ta digitalizacija je velik problem za starejše. Ravno včeraj mi je ena kolegica rekla, mlajša, da ko je končno prišla skozi ZVM in to je še kar komplicirano tudi za mlajše, ne samo za starejše, potem pa piše, drug teden ponovite, ker ni prišla skozi ali ne vem kaj, ampak ne smisel, da že enkrat, ko prideš za eno potrebo, moraš isti postopek še ponoviti in to tudi časovno traja. No, po Evropi in tudi pri nas upam, da razmišljamo v to smer, da 1/4 ali 1/3 mora ostati dostopno, da lahko človek gre do zdravnika, ker je čisto drug občutek, če prideš do zdravnika, te vidi, ker po telefonu ti težko poveš, kaj ti je, če po mailu pišeš, to je tudi za zdravnike komplicirano prebirati, pa razumeti, kaj je tisti človek napisal, tako da en del mora biti absolutno dostopen, da človek pride tudi do zdravnika. Pa ena stvar, da tudi rečem, kaj mi slišimo in vidimo tudi, ko gremo po zdravstvenih domovih, da so velikokrat ambulante prazne, kar včasih ni bilo, ne. Tako pa recimo problemi so tudi taki, ko priješ končno do družinskega zdravnika, te potem naroči recimo ginekologu, iz Izole pojdi v prosti termini so v Murski Soboti, Kranju ali Kranjski Gori. Večina starejših jim je to velik problem, nimajo avta, bolni so in se težko premikajo. Da ta zdravstveni turizem je tudi ena velik problem danes. Tako da jaz mislim, da organizacija nam je najšibkejša. Čeprav zdravniki pravijo, da delajo in so obremenjeni, ampak organizacija ni v redu in morda bi tudi v zdravstvenih domovih predlagali, da se sestanejo pacienti, glas pacientov, tudi da pacienti povejo zdravstvenim domovom, vodstvu, s katerimi problemi se srečujejo in da se poskuša te probleme skupaj rešiti. Jaz vedno verjamem v to, da se lahko najdejo rešitve. Ko ste ravno pri besedi, gospa Lukić Zlobec, med posebej ranljive skupine sodijo tudi ljudje, ki živijo z demenco. Denimo zagovornik je zaznal težave, ko ljudje z demenco, ki živijo
v domovih za starejše nimajo ustreznega spremstva, ko so napoteni na obravnavo, na preiskave, na posege v zdravstvene ustanove. Lahko to mogoče pojasnite malo bolj poglobljeno? S tem problemom se stalno srečujemo. Je moj mož bil pri doktor Kogoju, je vedno bilo spremstvo iz bolnice ali iz doma, vedno bolnik z demenco mora imeti spremstvo in s tem problemom se skozi opozarjamo in srečujemo in ga še nismo rešili, ker celo v zakonskih aktih piše, spremstvo je plačano, če ga predpiše in potrdi družinski zdravnik, ampak od vrat do vrat. Ptujski dom se je pritoževal upravičeno, od Ptujskega doma do bolnice, ko pride v klinični center v Ljubljano, je tisti bolnik prepuščen sam sebi. Ker osebe z demenco se prestrašijo, ko pridejo v nov prostor, ne znajo povedati niti, da je žen, lačen, da ga kaj boli ali karkoli. In skratka, to tukaj sploh je nedopustno. Vedno omenim tisti primer celjski, ko so celo potem dva starejša nekomunikativna pripeljali in jih zamešali in vemo, kako se je končalo. Tako da to je en velik problem, ki ga moramo rešiti. Bolnik z demenco absolutno mora imeti spremstvo zagotovljeno tudi za čas, ko je na urgenci ali v bolnici par ur. Magistrica Žagar, vi ste nekaj tudi že o tem govorili, ampak kako komentirate vprašanje komunikacijske in druge dostopnosti oziroma nedostopnosti do zdravstvene oskrbe? Podatki kažejo, da zdravniki oziroma ambulante ne zagotavljajo dostopnosti na način, kot je to predvideno v zakonu o pacientovih pravicah. Jaz sicer mislim, da v večini primerov zagotavljajo dostopnost tudi v ambulantah. Seveda do nas pridejo primeri, ko ne teče vse gladko. In v teh primerih moram tudi reči, da so to pravzaprav velikokrat ene in iste točke, za določene izvajalce nikoli ne dobimo pripombe ali kakšne pritožbe. Kjer dobimo pritožbo oziroma signal, da nekaj ni v redu, potem pač interveniramo, imamo možnost formalnega in neformalnega posredovanja, tako da to je treba vedeti, da ni vse narobe, da veliko stvari pa pač teče v redu. Je pa res, da je problem v tem, pravzaprav, da imamo toliko različnih informacijskih sistemov. Vemo, da ima klinični center sam, ne vemo, 8 ali 9 sistemov, zdravstveni domovi in da je to težko obvladljivo za mlajše in še bolj to pa za starejše. Tako da jaz mislim, da je treba zadeve dejansko poenostaviti in hkrati pa tudi mislim, da vedno se glede dostopnosti sklicujejo izvajalci na veliko administrativno obremenitev. Jaz mislim, da ta obremenitev ni tako velika, kot pravijo, oziroma mislim, da niti ni zelo dobro izmerjena in da bi lahko in morali najti več časa za paciente. Če ponazorim z številko, na primer za pediatre, pred leti se je rojevalo 30,000 otrok, zdaj vemo, da jih je manj kot 17,000 letno, vemo, da je pediatrov od 400 do 500 več, pa včasih ni bil problem dobiti zdravnika za novorojenčka. Vsi otroci so ga imeli, danes je pa to velik problem. Se pravi, tukaj gre za nekaj drugega, ne samo za administrativno obremenitev. Poleg tega Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije dela veliko na tem, da zmanjšuje administrativno obremenitev. Vemo tudi, da so po novem zdaj predlogi za podaljšanje bolniškega staleža v elektronski obliki, se pravi, ni več potrebno to pošiljati naprej. Tako da se mi zdi, da je treba pogledati zadevo celovito. Kar se tiče dostopnosti same, pa dejansko zakon določa, da je treba ohraniti vse oblike dostopnosti, tako telefonsko kot vse ostalo, in da apeliram tukaj tudi na vse uporabnike, se pravi vse prebivalce oziroma tiste, ki rabijo zdravstvene storitve, da poročajo o tem, da nečesa ne dobijo, ker če ni signala, da je nekaj narobe, pravzaprav ne moreš ukrepati. So pa izvajalci, vsaj v tistih primerih, s katerimi smo se mi srečevali, dejansko potem izboljšali svojo
svojo dostopnost, tudi bolj kontrolirali mogoče svoje sodelavce, da so dejansko vračali klice, in pravzaprav zame vsi izgovori, ki se nanašajo na to administrativno obremenitev, ne vzdržijo. Ostajamo pri dostopnosti. Magistrica Cankar Farkaš, pri zagovorniku načela enakosti ste pred časom ugotovili diskriminacijo v primeru, ko je bilo osebi zavrnjeno, da bi si v javnem zdravstvenem domu izbrala osebnega zdravnika izven kraja stalnega bivališča. V drugem primeru pa je ginekologinja, kot ste tudi že pojasnili na kratko, zavrnila nadaljnjo obravnavo istospolno usmerjene pacientke v času njene nosečnosti, kar je storila na podlagi ugovora vesti, v katerem je opravljanje vseh svojih storitev odrekla izključno istospolno usmerjenim pacientkam, ki so v postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo. Kaj ste pri zagovorniku ugotovili v vsakem posameznem primeru in kako ste se zadevi razrešili? V prvem primeru, ki ste ga omenili, torej v primeru, ko ni bila omogočena izbira osebnega zdravnika na podlagi kraja bivanja, v bistvu se je na nas obrnila oseba, ki je želela izven svojega stalnega prebivališča, izven svoje občine si izbrati zdravnika, enostavno zato, ker je zdravnica, pri kateri je ta oseba prej bila, je spremenila delovno mesto, je šla na drugo delovno mesto in je ta oseba, ker je bila z njo zadovoljna, želela slediti. Ugotovila je, da zdravnica še opredeljuje tam v tem drugem zdravstvenem domu in se je hotela oseba pri njej opredeliti, pa je dobila pač odgovor, da ne, ker ni v bistvu iz občine ustanoviteljice tega zdravstvenega doma. Ta zdravstveni dom je imel več občin ustanoviteljic in da pač ni iz ene izmed teh občin. Pač mi smo potem vodili postopek, ugotovili, da je bilo to diskriminatorno. Kot je bilo danes že rečeno, iz zakonodaje izhaja to, da je izbira osebnega zdravnika prosta, svobodna. Iz pravil zdravstvenega zavarovanja sicer izhajajo neke omejitve, zdravnik ni dolžan opredeliti osebe, če ima že preseženo število pacientov opredeljenih. Če se želi pacient opredeliti izven pravil, ki so za to določena, in če zdravnik oceni, da zaradi oddaljenosti ne bi mogel zagotavljati storitev kakovostno, približno tako. Pač mi smo v našem postopku presodili, da ti argumenti v tem primeru niso bili podani oziroma da niso zdržali presoje, zato ker dejansko je bila ta oseba bližje temu zdravstvenemu domu kot pa recimo številne osebe, ki so bile iz drugih občin ustanoviteljic, ki so bile veliko bolj oddaljene od tega zdravstvenega doma. Tako da nobeno teh argumentov nas ni. Prepričani smo ugotovili diskriminacijo. Je pa zadeva v bistvu v presoji upravnega sodišča trenutno, tako da še ni pravnomočna. Bomo pa videli, pa čakamo na razsodbo v tem primeru. Glede drugega primera ginekologinje, ki je zavrnila obravnavo pacientke, ta zadeva pa je pravnomočna. Tukaj pa, kot sem že omenila, gospa se je pač želela vodenje svoje nosečnosti, bila je istospolno usmerjena oseba, ki je pač bila opolojena s pomočjo biomedicinske pomoči, tako. Ginekologinja je ugovarjala oziroma uveljavljala ugovor vesti, ki pa je temeljil na tem, da je v bistvu ni želela svojih storitev nuditi izključno istospolno usmerjenim osebam, ki so želele v bistvu oploditev z biomedicinsko pomočjo. Mi smo se v postopku obračali tudi na zdravniško zbornico za mnenje, ali je tak ugovor vesti sploh dopusten, in zdravniška zbornica nam je rekla, da v bistvu ne. Ugovor vesti je dopusten zoper nekatere, bom rekla, zdravstvene posege ali pa zdravstvene storitve, ne pa zoper osebe, ali pa bom rekla določeno skupino oseb z določeno osebno okoliščino. In smo potem tudi tukaj ugotovili diskriminacijo, pri čemer smo v tem postopku potem se odločili, da nudimo brezplačno pravno zastopanje te osebe tudi v tožbi, ki jo je sprožila pred civilnim sodiščem zaradi diskriminacije
zagovornik to sicer opcijo redko uporabi, ampak kadar pa jo pa uporabi takrat, kadar presodi, da je primer pomemben, tako za dvig nivoja razumevanja varstva pred diskriminacijo, kot tudi za preprečitev, da bi do tega prihajalo v prihodnje. In mi smo presodili, da pač je bil ta primer toliko pomemben, zlasti zaradi tega, da ne bi do takih ugovorov vesti prihajali tudi v prihodnje, da smo potem to osebo zastopali in se je tudi pred sodiščem že ta zadeva odvila. Iz prakse in raziskav zagovornika izhaja torej, da je eden od pomembnih in učinkovitih pristopov preprečevanja diskriminacije izobraženost in ozaveščenost tistih, ki delujejo na področju zdravstva, se pravi zdravstvenih delavk, delavcev, zdravnikov, bodisi v praksi, bodisi na ravni oblikovanja politik, ne nazadnje pa tudi od ozaveščenosti pacientov samih. Magistrica Cankar Farkaš, ostajam pri vas še s tem vprašanjem. Pri zagovorniku trenutno poteka postopek ugotavljanja domnevne diskriminatorne obravnave pacienta, ki živi s HIV-om, vendar je ta še vedno v postopku ugotavljanja, zato ne bova komentirali. Je pa zagovornik v že zaključenem postopku ugotavljal diskriminatornost predpisa, ki ste ga že omenili, se pravi sistemsko težavo, ko so bili istospolno usmerjeni moški vnaprej samodejno izključeni iz možnosti krvodajalstva. In ta primer kaže tudi, kako pomembno je, da se odločevalci in zdravstvene osebje zavedajo oziroma so seznanjeni z načeli varstva pred diskriminacijo. Lahko opišete, kako ste utemeljili diskriminatornost tega predpisa, kako je potekal celoten postopek? V zadevi, ki ste jo omenili, torej glede izključitve istospolno usmerjenih moških iz krvodajalstva, je dejansko šlo za postopek, ne za oceno. Vodili smo pač postopek na podlagi predloga, da pač je ta trajna prepoved ali izključitev iz krvodajalstva usmerjena samo zoper istospolno usmerjene moške. Tukaj smo ugotovili diskriminatornost, zato ker smo presodili, šli smo po tistem tridelnem testu sorazmernosti, ki ga uporablja tudi Ustavno sodišče pri svojih odločitvah, in sicer smo presodili, kljub temu, da je legitimen cilj zagotovo, a ne to nedvomno podan, in to je pač zagotavljanje neoporečnosti darovane krvi, kar je zagotovo iz več vidikov ekstremno pomembno, ampak da sredstva, s katerimi se bi ta cilj dosegel oziroma se je dosegel, pa niso bila niti povsem ustrezna, niti edina možna in niti sorazmerna. Pač po tem testu smo to presodili in ugotovili, da bi prvič, da gre tukaj za, ne gre samo za moške, ker to smo potem se obračali za statistične podatke tudi na Nacionalni inštitut za javno zdravje, da tudi en delež žensk je okuženih s HIV-om in da so tudi osebe, ki imajo heterospolne odnose, okužijo lahko s HIV-om. Poleg tega, to pa je bilo ključno, smo pa ugotovili, da se že kar vrsto let v bistvu varnost krvodajalstva oziroma te darovane krvi zagotavlja s testiranjem vse odvzete krvi. In poleg tega pa še tudi vemo, že tudi vrsto let, da so določeni virusi, med drugim tudi HIV, lahko prenaša tudi preko heterospolnih spolnih odnosov. Tako da tukaj smo pa rekli, da zadeva ni sorazmerna, da pretirano v bistvu stigmatizira še dodatno in obremenjuje in nekako stigmatizira tudi to istospolno usmerjenost, da je to še dodatno potem slabo predstavljeno v javnosti, ker vemo, da krvodajalstvo je pa ena taka človekoljubna dejavnost, ki ne bi smela biti odvzeta eni določeni skupini ljudi. In moram reči, da tudi tukaj smo imeli zelo, zelo pozitivno izkušnjo, ker je potem Zavod za transfuzijsko medicino v bistvu na podlagi naše odločbe spremenil to in je zdaj krvodajalstvo omogočeno vsem ljudem, pri čemer se pa pač ne glede na spol,
pač, bom rekla, testira oziroma ocenjuje, ali je nekdo primeren za krvodajalstvo ali ne, glede na njegovo spolno vedenje. Morda tvegano, morda kakšno drugačno, ampak v glavnem ne glede na spol se zdaj to preverja od leta 2022 naprej. Ko smo ravno pri predpisih in ukrepi, gospa Klemenc in Lukić Zlobec, obema isto vprašanje. Kako se snuje zakonodaja oziroma konkretni ukrepi na področju zdravstva, denimo na ravni pristojnih ministrstev, predvsem z vidika, koliko so organizacije pacientov oziroma nevladne organizacije vključene v te procese in koliko bi si vi želeli biti vključeni oziroma kako bi si želeli biti vključeni, pa bom dala najprej besedo gospe Klemenc. Ja, lejte, na področju zakonodaje me bo, upam, dopolnila tudi predsednica Srebrne niti, ki je pravnica, ne. Gre pa za to, da naše izkušnje v zadnjem času segajo predvsem na področje sodelovanja pri zakonu o dolgotrajni oskrbi. V bistvu nas Ministrstvo za zdravje ni nikoli, ne da bi jaz vedela, kontaktiralo za kakršnokoli niti vprašanje, niti pomoč. Nas je sicer enkrat lepo sprejelo po tistem, ko smo zaupili, kar se tiče neznosnih razmer na urgenci, ki so bile vezane tudi na starejše ljudi. Na Ministrstvu za Torej, to ministrstvo, ki se je pa ukvarjalo s vpeljevanjem dolgotrajne oskrbe, smo bili pa sicer vabljeni, ampak je šlo tako bolj kot aprilsko vreme. Enkrat si bil vabljen, pa je skupina bila čist preširoka, absolutno preobsežna, tako da ni bilo mogoče kaj dosti sodelovati. Potem enih parkrat nismo bili, potem je tudi v neke delovne skupine smo bili imenovani, smo tudi sodelovali. Pravzaprav že zelo od začetka se spomnim, da smo opozarjali na to, da je prvi problem bo gotovo pomanjkanje kadra. Takrat se s tem ministrstvo je dajalo občutek, da se ni toliko ukvarjalo, kot se zdaj vidi vsa ta problematika, ki se izkazuje, saj tukaj gre tudi za ne samo za zdravstveno oskrbo, ne samo za zdravstveno nego, gre tudi za oskrbo, pa še kaj, ne, tudi starejših v domačem okolju, kjer je velik problem, da ne znamo kadra, ki ga imamo dobro šolanega in pravzaprav vpisa veliko, ampak potem grejo ljudje drugam, v druge poklice ga ne znamo obdržati. V državi ga ne znamo obdržati na delovnih mestih, tudi zato, ker je dejansko preslabo plačano, ker so delovni pogoji preslabi in potem nam seveda uhajajo ne samo v trgovine, ampak tudi čez mejo, kar je škoda, resnično. Država veliko vloži prav v to izobraževanje, če vzame medicinske sestre. No, kar se pa tiče te zakonodaje tudi sicer, pa smo dajali pripombe, smo poskušali, sem in tja je bilo kaj upoštevano, bili smo tudi dvakrat na posvetu, ko je predsednik vlade organiziral posvet v zvezi z dolgotrajno oskrbo, ki je tudi želel malo pospešiti, pa vendarle osebno ocenjujem, da bi lahko bil naš doprinos večji, ker ne nazadnje imamo neposreden stik z starejšimi v vseh okoljih. Morda bi tukaj magistrica Žagar samo dopolnila me, ker je bil pa kar velik uspeh pri pokojninah oziroma ko je naša predsednica urejala področje vdovskih pokojnin, pa mogoče bi ona s tem povedala, kako smo bili pa uspešni, ne. Ja, šlo je pravzaprav za upokojence in upokojenke, ki so prejemali del vdovske pokojnine ali pa vdovsko pokojnino in je pač ta možnost, da so uveljavljali zagotovljeno pokojnino v višini 748 takratnih evrov, je bila omejena časovno na 2 leti. To se nam ni zdelo prav, niti se nam ni zdelo prav, da teh ljudi ne poiščejo po uradnih dolžnostih, ker v današnji stopni digitalizacije, ne, ki je vse skozi problem za starejše, ne pa za inštitucije, da teh ljudi ne najdejo. No, in dejansko smo uspeli z podaljšanjem tega roka in tudi s tem, da so jih morali poiskati pravzaprav po uradni dolžnosti, pregledati ali izpolnjujejo pogoje ali ne in potem tudi izdati odločbo ustrezno v tej zadevi. No. To si res štejemo kot uspeh za to skupino ljudi. Večina ljudi tega niti ni vedela, niti ne ve, a dobiva vdovsko ali del vdovske ali kaj drugega in to dejansko se mi zdi, da smo zlasti za bolj odmaknjene ljudi od središč, bom rekla, naredili kar velik korak.
Vsekakor je ekonomski položaj starejših tudi eden od dejavnikov tveganja za neenakost v zdravstvu, a ne? In nekako ta primer kaže na to, da ste kot nevladne organizacije lahko tudi uspešni v teh postopkih sprejemanja predpisov in pa ukrepov. Gospa Lukić Zlobec, imate vi mogoče kakšno idejo oziroma rešitve, kako bi si želeli biti vključeni v tovrstne postopke? Ja, tukaj jaz lahko povem, da smo absolutno premalo vključeni v pripravo zakonodaje, da nas velikokrat vabijo na sestanke na ministrstva, nismo pa potem ugotovimo na koncu, da nismo upoštevani. Tudi Ministrstvo za solidarno prihodnost glede dolgotrajne oskrbe smo bili tam večkrat, ampak na koncu vidiš, da niso upoštevane ti naši predlogi, ker mi vsi društva le imamo stik z bazo, z ljudmi, z njihovimi problemi. No, bolj uspešni smo bili recimo pa na Ministrstvu za zdravje, ker že od 2010, od 2009, jaz sodelujem pa s psihiatri, nevrologi, specialisti z področja demence, kjer je bila pripravljena prva in druga strategija, tako da tam je to sodelovanje zelo dobro. Bi pa poudarila eno pomanjkljivost, da smo zadnjič imeli skupnost socialnih zavodov sestanek, kjer smo bili vabljeni mnogi z različnih področjih. Kaj ugotovimo? Da smo vabljeni na razne take priprave zakonodaje posamezno. In to je slabost. Morali bi biti skupaj, ne? Da vsak pove svoje, ker enkrat poslušajo ene, enkrat druge, enkrat nobene. Tako da tudi zato je bila ustanovljena Zveza pacientov, da se združijo različna društva in da lažje, bolj energično povemo, kje so šibke stvari in kje so stvari, ki jih moramo spremeniti. Skratka, tukaj pri pripravi zakonodaje bi morali absolutno biti bolj upoštevani oziroma bolj zraven, ko se pripravlja, zato da se izognemo raznim problemom in težavam, ki pozneje nastopijo. In tudi, če se ugotovi, ko je zakon sprejet, da se stvari v praksi, v življenju ne gredo tako, kot bi morali te stvari čim prej tudi potem popravljati. Tako da to se dostikrat pri nas predolgo vleče, da neke stvari, ki niso najboljše za življenje, se še kar leta in leta vlečejo. Tako da več sodelovanja je tukaj bi bilo več kot potrebno. Torej, znanje je, izkušnje so, samo ne pridejo nujno do tistih, ki potem odločajo in oblikujejo predpise in ukrepe. Magistrica Žagar, za konec bi vas jaz prosila še to, da poveste, kako lahko vi pomagate pacientom, ki menijo, da so jim bile kršene pravice kot zastopnica pacientovih pravic. Mogoče bi se majhno vrnila nazaj na tole temo. Tukaj pa moram pohvaliti predsednika vlade, ki je dvakrat sklical širšo srečanje deležnikov v dolgotrajni oskrbi in obakrat smo prav v Srebrni niti predlagali določene ukrepe oziroma možnosti, kako rešiti določen problem, ki se je pojavil v praksi, in obakrat smo bili slišani. Tako da dejansko pri teh pripravi predpisov ali pa potem že implementaciji se mi zdi, da bi se morali tisti, ki to pripravljajo, večkrat obrniti na, bom rekla, bazo oziroma tiste, ki se ukvarjajo s konkretnimi problemi. Zdaj pa, če se vrnem na vaše vprašanje, moram reči, da polovico ljudi, ki se obrača na nas, pravzaprav hoče nasvet, kako naprej. Nekateri tudi samo, da jih poslušaš glede njihove težave. Mi imamo pač več možnosti, se pravi najprej, da mu svetujemo pacientu o njegovih pravicah, se pravi kakšne pravice mu zakon daje, kakšne možnosti ima, da jih uveljavi, in to so dejansko konkretni nasveti za rešitev njihovega problema. Ker imajo pacienti, kadar so domnevno kršene njihove pravice, možnost vložiti prvo zahtevo oziroma zahtevo za prvo obravnavo. Svetujemo tukaj, kakšne so možnosti, kakšen je postopek pri samem izvajalcu in potem tudi, če pride do nadaljnje obravnave, bodisi na prvi stopnji pri izvajalcu ali pa celo na Komisiji za varstvo pacientovih pravic na Ministrstvu za zdravje.
Če pacient sam ne ve, kako naprej, potem lahko mi v njegovem imenu ali pa tudi anonimno zaprosimo izvajalca za določeno pojasnitev problema in nam je dolžan odgovoriti, tudi nam je dolžan na podlagi pooblastila pacienta razkriti določene podatke. Tako da poskušamo na tej neformalni ravni potem rešiti kakšno zadrego. Naša naloga je tudi dajanje osnovnih informacij z drugih področij, bodisi zdravstvenega zavarovanja, obveznega zdravstvenega zavarovanja. Večkrat se pa ljudje obračajo na nas tudi z vprašanji, ki presegajo to področje, in če znamo odgovoriti, pomagamo. Tudi včasih neformalno kakšno pritožbo pomagamo zapisati, tako da pač sledimo ali pa poskušamo slediti željam pacientom, da jim pač omogočimo to pravico oziroma da jim svetujemo, kam naj se obrnejo, kakšni so postopki, da ne zamudijo rokov in tako naprej. Hvala. Ja, prosim. Morda, če smem za konec, da ne bo vse tako črnogledo izpadlo, bi pa vendarle opozorili vse, predvsem pa starejše, da je pa smiselno izkoristiti torej možnosti, ki jih pa imajo, tudi v sistemu zdravstvene obravnave, recimo vsa preventiva. V Srebrni niti zagovarjamo javno zdravstvo. Absolutno javni zdravstveni sistem, ki ga je potrebno čuvati. Res, da so ponekod dolge čakalne dobe, prav za konkretno zdravstveno obravnavo, bi pa tukaj spomnila na vse preventivne programe, Dora, Zora, Svi. Dobro, nekatere programe zdaj zaradi starosti že teh ljudi ne dosežejo, pa Peter, pa Luka, pa to. Po drugi strani so pa referenčne ambulante, so centri za krepitev zdravja, je nenazadnje patronažna služba, ki je sicer žal postala izvedbeno, predvsem operativna, ni več preventivna, ampak vendarle te presejalni programi, ki jih pravzaprav nimajo nikjer v Evropi, pa tudi ne drugje po svetu. In so recimo v referenčni ambulanti, ki smo jih uvajali v mojem času, in sem kar ponosna, da smo to uspeli, nenazadnje ti izmerijo parametre, torej, ki jih sicer ne bi, nikjer. Tako da morda v tem smislu, ko so že ljudje pri osebnem zdravniku, naj se še pozanimajo za obisk referenčne ambulante ali pa centra za krepitev zdravja. In nenazadnje tudi pri dolgotrajni oskrbi je e-oskrba, zdaj ne poznajo ljudje tega, pa tudi potem te storitve za krepitev samostojnosti, ali kako se že reče, ki bojo pa tudi počasi šle zdaj tudi v domače okolje. Res pa, da je zdaj to prehodno obdobje kar težko. Hvala. Hvala vsem gostjam za vaše razmišljanja in pojasnila. Če povzamem današnji pogovor, lahko ugotovimo, da je v Sloveniji na voljo precej raziskav oziroma podatkov o neenakostih v zdravstvu, kar umanjka je učinkovita uporaba teh podatkov pri snovanju politik in ukrepov za odpravo diskriminacije. Pri tem lahko nevladne organizacije aktivno sodelujejo, saj imajo dober, neposreden vpogled v dogajanje, v izkušnje in težave ljudi. Zagovornik je prav tako lahko pomemben sogovornik, izdaja priporočila, opravlja raziskave, vodi dialog z organizacijami civilne družbe in svetuje posameznikom, ko menijo, da so bili diskriminirani. Pomemben institut so tudi zastopniki pacientovih pravic, na katere se lahko obrnejo ljudje, ki menijo, da so jim bile kršene pravice po zakonu o pacientovih pravicah. Dostopni so v vseh slovenskih regijah, delujejo v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. To je bila 19. epizoda podcasta Zagovornika načela enakosti. Z vami smo bile gospa Štefanija Lukić-Zlobec, gospa Darinka Klemenc, magistrica Irena Žagar, magistrica Eva Cankar-Farkaš. Pogovor sem povezovala Eva Gračanin. Vabljene in vabljeni, da nas spremljate tudi v prihodnje. Podcast najdete na vseh platformah za pretočne vsebine. Spremljajte nas tudi na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, LinkedIn in TikTok. Lahko nam tudi pišete na podcast@zagovornik-rs.si. Lep pozdrav do prihodnjič.